Paket zakonodaje o azilni politiki pozdravljam. Velika večina držav članic Evropske unije namreč že sedaj dovoljuje prost pretok ljudi v okviru šengenskega sporazuma, zato je jasnejši dogovor o pravilih za prosilce za azil pomemben. V sprejetih dokumentih gre predvsem za zmanjševanje razlik med nacionalnimi azilnimi postopki v smislu določitve skupnih rokov za obravnavanje prošenj za azil, strožjih pravil strokovnega usposabljanja osebja, ki z njimi dela, in predpisih za posebno skrb mladoletnikov brez spremstva. Skupni standardi na področju azilne politike prinašajo prednosti tako za prosilce za azil, kot tudi za državljane Evropske unije, tudi za Slovence. Prosilci bodo dodatno zaščiteni, saj bodo v direktivo vključene nekatere temeljne pravice, kot so zagotavljanje dostojnega življenja pridržanim prosilcem za azil, čim hitrejši dostop do medicinske in psihološke pomoči ter hitrejši dostop na trg dela. Po drugi strani pa bodo ta nova skupna pravila prinesla večjo varnost državljanov Evropske unije. Naši sistemi bodo jasnejši, policija in Europol bosta dobila tudi dostop do seznama prosilcev za azil in njihovih podatkov. Slednje bo pripomoglo k učinkovitejšemu boju proti hudim kaznivim dejanjem. Pa naj omenim še to, nova pravila določajo tudi, da se prosilcev za azil ne bo več premeščalo v tiste države članice, kjer obstaja nevarnost nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Sama pa menim, da bi morali znotraj Evropske unije doseči, da takšnih držav sploh ne bi bilo. Zato iskreno upam, da v prihodnji zakonodaji tovrstno določilo ne bo več potrebno.